Živo Gašper? Luka, živo me veseli. Zakaj je danes Gašper tukaj z nami? Skupaj z njim 14.4. pripravljamo delavnico. Delavnica bo potekala v prvem delu, tukaj pri nas v Kinvitalu, potem se pa preselimo na stadion. Zdaj pa, preden začnemo v sami delavnici, bo Gašper najprej malo nakratko povedal o sebi, kakšna je njegova ta pot. Super, Luka, hvala lepa za vabilo. Mi je veselje, da se v bistvu na slovenskem področju tudi znamo združevati skupaj z namenom podajanja nekih uporabnih pa kvalitetnih vsebin vsem tistim, ki se ukvarjajo z različnimi športnimi aktivnostmi. Ne? In ja, namen delavnice bo v bistvu ravno temu, kako v bistvu športnika narediti čim bolj učinkovitega, hitrega, elastičnega ali pa pod nekim skupnim imenovalcem dobrega atleta. Ne? Ok, zdaj si v bistvu že tudi povedal samo temo, ne? Se pravi, tematika bo, kako športnika narediti hitrega in gibalno učinkovitega. Ok, zdaj pa še par stvari prej. Ves čas vidim, da se nekaj izobražuješ, hodiš na neke seminarje, na enem od teh sva se tudi poznala, v bistvu na temu od doktorja Stuarta Magila. Zdaj me pa zanima, kje so tiste tvoje specialnosti v bistvu, kjer si najmočnejši? Mislim, jaz zase pa ne rad govorim o svojih najboljših kvalitetah, ampak se mi zdi pomembno to, da nekako specialnosti, ki jih dajem tudi naprej, je, bom rekel, glavna vrlina mojih aktivnosti bila, pa še vedno je vezana na nekako kraljico športa atletiko. Ne? In se mi zdi da je atletika le neka zelo groba, pa temeljna osnova vsakega športa in iz tega tudi nekako izhajam pri podajanju znanja, informacij ali pa pač pri samih treningih, ki jih delam za svojimi vedečimi. En zelo znanih športnikov, s katerim se delal, je tudi Goran Dragič, ker ga nekako ni treba posebej predstavljati. Kje so bile tiste stvari, na kar sta se najbolj fokusirala v bistvu pri njegovi kondicijski pripravi? Zakaj te je tudi v bistvu on takrat kontaktiral, da sta začela? Mislim, kjer so bile stvari, težko reči specifično ena, ne? Ampak še vedno se zavedam tega, da primer Gorana Dragiča ali pa katerega koli, bom rekel, že dodelanega športnika je ravno temu, da moraš včasih kaj zmanjšati ali pa kaj spremeniti, da pač on ohrane svojo kvaliteto igre. Ne? In mi, da se tukaj zopet sem ga imel kot, ne samo kot Goran, ampak kot osebo, ki je pač atletsko naravnana in mi, da so definitivno ogromno časa dala v treningu samim aktivnostim izvedbe teka, pa ne govorim zdaj nekih dolgotrajnih tekov, ampak predvsem, da on tudi, bom rekel, izboljšuje ta tekaški korak, ki je konec koncev seveda pomemben ali pa je pomembna sestavina same igre njegove. Ne? In tukaj je bilo veliko nekih, bom rekel, vaj na ovirah, vaj na hitrostni lestvi, skozi stožce in podobne stvari. Druge stvari, ki ste jih seveda dajale, tukaj je ogromno časa se dajala tudi recimo vaje za stabilizacijo pri košarkaših. Vemo, da so za njih zelo pomembni boki, ne? Se pravi moč bokov, iz katerega dejansko tudi izhaja celoten gib. Ne nazadnje so tudi veliko poudarka dajala tudi na samem dihanju, pa ne na tistem dihanju, da znaš se ti razdihati, ampak dejansko znaš vklopati v bistvu svojo dobro respiratorno kapaciteto, ki je pomembna zopet zaradi izboljšanja energijskega sistema, pa po drugi strani tudi zaradi tega, ker konec koncev dobro dihanje gre z roko v roki z dobro stabilnostjo celega telesa, stabilnost pa sami vemo, da je ključna pri nekem gibanju. Ne? Tako tudi vidim, da v bistvu veliko delaš tudi z drugimi športniki, ne? Kje si v bistvu še kaj aktiven za zadnjem času, kjer so tiste stvari? Pa športne zvrsti so, s katerimi nekako delam, tukaj je nogomet, košarka, rokomet, to so nekako tiste tri glavne, ne? Seveda tukaj ne govorim za nekih ekipah, ampak govorim večinoma samo o nekem individualnem nivoju. Delam tudi za mlajšimi, to so otroci, da ima reči tam 8, 10, 9 ali pa 14 stari. Ne? Vemo pa tudi to, da pač nekdo, ki se še razvija, potrebuje to, bom rekel, čist drugačen pristop dela kot nekdo, kot je bil recimo Goran Dragič, ki je pač že razvit športnik. Ne? Tako da ne nazadnje ne rečem nobenemu športniku, ne, jaz s tabo ne želim delati. Ne? Predvsem pa se držim nekega zelo temeljnega pravila pri sebi. Ne? Če nekaj ne znam, ne? Zdaj jaz ne morem nekoga učiti o nekih stvarih, ki jih ne razumem, ampak ne vem, ampak vem pa seveda to, da je pač atletika tista osnova vseh teh, bom rekel,
timskih športov, ki so povezani z igro žogo. Ne. Veva pa tudi oba v to, ne, da večinski del igre žogo, ne, igralec teče ali pa se gibe večinski del manj žoge, kot pa za žogo. Ne. Tako da spet sva tam na isti točki, mora biti dober atlet. Sej, zdaj tudi odhajaš v tujino, v bistvu na to temo nekaj povedati. Ne. Tako. Tam bo tema v bistvu ta atletski trening kot dopolnitev, če se ne motim. Grem v Estonijo, grem v bistvu 2 dni bom dol, prvi dan bom izvajal treninge za U18 ekipo, se pravi, to so mlajši člani, se mi zdi. Delamo v bistvu z njimi pač nekako, kaj je v bistvu point, ki ga bom dol, v bistvu spet, da pač se to tako, ko smo mi recimo imamo trenere, tle meni je jasno, da ne moš vsega znanja naenkrat dobiti, ampak kakšne malenkosti, kako kdo dela, kaj dela, tako da z njimi bom pač seveda, bom tako rekel, ne glede na katero ekipo bi pač imel, še vedno bi izhajal z tega, kar znam, pa kar vem, da je pomembno. Ne? Tako da z njimi bom to delal, drug dan pa v bistvu sem predavatelj na v bistvu imam 2 segmenta. Eden je segment, se pravi, spet gibalne učinkovitosti, ne? Teka, lojter, gibanja in tako dalje. Drug segment je pa nekoliko bolj specifičen, kjer bom pa dejansko se podaril spet v neko, bom rekel, ta kondicijski del, ne, energijski sistemi, kako izkoristiti, kako pripravljati skozi recimo, bom rekel, neko pre-season, in-season, off-season zadevo in podobne stvari. Ok, zdaj pa še v bistvu, preden greva čisto specifično na samo delavnico, še malo mogoče, ker veliko delaš v športu, kje vidiš tiste pomanjkljivosti pri kondicijski pripravi, ali pa mogoče tudi malo bolj specifičen treningu, tako pri športu mladih, kot mogoče na nekem članskem nivoju, jer so tiste rezerve še, kjer sam vidiš. Jaz bi rekel tako, da pomanjkljivosti definitivno se mi zdi, da so vidne, da se vse preveč posplošuje, da je ful preveč nekih novosti, ampak groba osnova pa ne deluje najbolj. In to se mi zdi najbolj pomemben del. Mislim, groba osnova je še vedno groba osnova. Ne? Groba osnova je to, da veš, kjer je leva noga, desna noga, da znaš odriniti, da znaš skočiti, da znaš pristati, da se znaš obrniti. Te stvari. Ne? Tukaj se mi zdi, da gre ful prehitro v neko specifiko. Ne? Ok, tudi če tega ne znaš, boš pa pozno, ni res. Ne? Sami vemo, da nek hiter gib zahteva zelo precizne gibe, ne? In tukaj še posebej pa recimo, če govorijo o nekem, bom rekel, ne šprinterju, ampak v neki timski igri, ne, ki traja ne 1 minuto, ampak traja 40 minut, 50 minut, ali pa nek košarka preteče na neko tekmo 5 do 7000 metrov, ne, ali nogometaš bistveno več. Ne. In tukaj bom rekel, učinkovitost igralca je pomembna ne samo zato, kako zna on žogo driblati, ne, ampak na koncu koncev, ali bo on energijsko učinkovit. Ne. In tukaj se mi zdi, da se ful premalo poudarka daje ravno na teh pomembnejših elementih, ki sestavljajo, bom rekel, spet atleta. Sigurno, pa so spet tam. Zdaj smo pa v bistvu že malo bolje, tu točno pol predelavnici. Se pravi, vse stvari se bojo zelo povezovale. Ne? V tem prvem delu vam midva z Urošem govorila o nekih osnovnih gibalnih vzorcih, kako pravilno zaaktivirati trup, kako pravilno narediti neke gibe. Se pravi, v bistvu bomo začeli čisto z osnovami, kadar vidimo, da neka stvar ne štima na terenu. Tudi tvoja zadeva bo v bistvu šla od osnov bolj zahtevnim zadevam, ne? Samo da bo vse stvari že malenkost bolj dinamično, ne? Se pravi, že skozi neko bolj gibanje, hitrost, agilnost, vse te stvari. Ne? Zdaj pa v bistvu moj naslednje vprašanje je pa glih to, ta hitrost, agilnost. Večkrat slišimo, da se nekdo rodi hiter, da je nekdo že agilen po naravi in tak. Koliko misliš, da je o tem resnice, koliko se da v bistvu ta zadeva izpiliti, natrenirati? Ne? Mislim, ja, definitivno smo si ljudje različni. Ne. To nek maratonc nikoli ne more biti šprinter ali pa obratno. Ne. Neki pač je genetika, na katero žal ne moreš ali pa nimaš vpliva. Ne. Tako da je tudi fajn, da mogoče v nekih zgodnjih letih razvoja nekega otroka seveda počas vidiš, kaj bo otrok sploh bil sposoben na to, na te ravni, ki pač je iz tega izhajati. Ne. Ampak, ko pač imaš, bom rekel, nekega športnika, ne, zdaj, kot sem rekel, je treba te kvalitete dejansko videti, ali pa saj jih zaznati. Ne, in potem sem pa še vedno mnenja, ne glede na to, ali je nekdo že zelo hiter, ali pa še nekdo ni to hiter, se mi zdi pomembno, ne, da oba morata neke določene stvari delati, eden zato, da bo še hitrejši, eden pa, da bo mogoče
to hitrost, ki je ni to hitra, nadgradil do neke mere, da bo lahko uporabil v nekem svojem športnem elementu. Tako da ja, še vedno sem mnenja, da se hitrost natrenirati, ne? Ampak jasno pa je to, da bom rekel, za izboljšanje kondicijske priprave, ne? Sami vemo, tudi verjetno tudi ti veš, ne rabiš zelo veliko časa, ne? Hitrost se pa razvija skozi čas, ne? In to je pa zelo hitro tudi zgubiš, ne? Ker je tukaj nekih elementov pomembnih, da lahko pač razvijaš neki hiter korak, ne? In mislim, dostakrat tudi recimo sami sebe shajam, ne? Jaz, ko sem bil star 8, 10, 12 let, nikoli nisem uporabil agilnih lojter, ne? Največ agilnosti smo počeli, ko sem jih počel v gozdu, ne? In kaj se v gozdu počel, ker si tekel po klancu dole veliko nekih takih nepravilnih stvari, ne? In pač moraš narediti, koliko je, ne? Tako da dejstvo pa je to, ne? Da kdaj se, oziroma katero obdobje je za nekega najbolj pomembno, če hočeš nek dober napredek narediti, takrat, ko se razvijaš, ne? In takrat je treba dobro kvaliteto narediti, ko pa športnik enkrat že razvit, 20 plus let ali kaj več, ne? Takrat je pa to dosti težje. Verjetno je tudi tako, ne? Se pravi, ne moramo enačiti to maksimalno hitrost, pa kako bo potem nekdo se obnašal na igrišče. To je tudi tisti znan primer na YouTubeu, se ga lahko pogleda od Cristiano Ronalda, tisti video, ko greš sprinter, absolutno hitrejš na ravnini, na terenu pač nekaj drugega. Ne? Ja, to je spet tako, šprinter, seveda, on je pač njegova kvaliteta je naravnost, ne? Ampak še vedno je pa dejstvo to, da recimo, če smo že pri tem primeru, ne? Ja, hitrost je komponenta obeh, ne? Ja, definitivno je pač sprinter hitrejši v nekih elementih, ampak bom pa še tako rekel, ne? Tudi Cristiano Ronaldo, ne? Dela trening hitrega tempa, pa hitrosti naravnost, ne? Ker razmišljanje je zelo enostavno. Če imaš ti od točke A do točke B, ki je razdaljena, ne vem, 50 metrov, ne? Pa imaš ful nekih ovinkov, vsaka taka razdalja premica je ravna. Ja, mes je pa ravna, ja. Tako, ne? Tako da tiste kvalitete so pa spet pomembne agilnosti, da znaš ti hitro prenesti hitrost, ko bi spet lahko rekel, ne? A je to primerjava recimo veleslaloma, slaloma. Vse so razlike, ampak še vedno je podobno, ne? Njegova tekmovalec bo hitreje dol pršel, če bo znal hitreje še vedno je hitreje. Ja, seveda. Ja, seveda. No se zdaj, če še malo se bolj navežava, mogoče čisto na ta tvoj del delavnice, mogoče kje so kaj tiste vsebine, katere bo vsak udeleženec dobil, katere stvari boš prikazal, mogoče na svojem delu. Ja, vsebine, ki jih bom dejansko razlagal, zopet bom šel k osnovam, ne? Zakaj? Ker hitrost je nekaj hitrega, ne? Takrat se ful hitro dogaja, ne? Dejansko takrat, če ni tehnika, pa tudi živčni sistem tako dobro naravnan, se pač vse podre, ne? Ja. In tukaj bomo še dejansko k osnovam, da oni pač znajo, sploh recimo, ne bom jih še zdaj, bom tako rekel, najprej je meni pomembno, da zna nek atlet ali pa športnik neko dobro ali pa primerno hitrost razviti naravnost, ne? In tudi največ poudarka bomo imeli v tem gibanju, ne? Ok, ko to razumeš, potem greš korak naprej, kako pač to hitrost prenesti v neko drugo gibanje, ne? Ali to desno, levo, ali odstavljeno in podobno. Tako da načeloma veliko bo tehnike, dosti poudarka bomo dajali tudi recimo tem lestvam, ne? Zakaj so pomembne, nekateri vejo, nekateri spet ne, ampak je pa zopet pomembno, ne? Razmišljanje zelo enostavno, ne? Ti si lahko zelo, zelo hiter na mesto, ne? Pa imaš neverjetno hitro cepetanje, pa kakršnokoli spremembo nog, ne? Ampak dejansko, če ti tega ne znaš izkoristiti v gibanje, kaj pomeni to? Nič ne pomeni, ne? Tako da to je bolj v bistvu point, da znaš seštevati sestavljanko in potem dati v neko boljši rezultat. Ok, mogoče še kakšna taka zadeva, kar bi še za konc izpostavil, mogoče kaj posebnega, še kaj tazga, kar nismo povedala zdaj. Jaz mislim, da večinski del sem povedala, mislim, da mogoče eno tako, tudi tisti, ki pač gledajo oziroma naj spremljajo ali pa bodo prišli, seveda mi je, bom rekel, so toplo vabljeni čisto enostavno zaradi tega, da pač vsak, tako kot jaz, kot ti vsi se izobražujemo, ne? In treba do vsakega trenerja nekaj uporabnega povzeti, pa tudi zase rečem, ne vem vsega, nikoli ne bom vedel vsega in tudi mi je pomembno, da dobim feedbacke nazaj, ne? Ker konec koncev ravno ta interakcija je pomembna, da dobimo neko tisto dobro kvaliteto, tako da jaz verjamem, da bo to druženje 14. aprila zelo, zelo zanimivo pa uporabno za vse skupaj. Ok, super. To je to. Hvala, Gašpar. Hvala lepa. To je to. To je to.